Spoštovani roški romarji, spoštovani predstavniki Slovenske cerkve in države. Oglasili so se udarci po vratih, razleteli so se šipe okna in nasilni obiskovalci so poskakali v vežo. Takoj so zvezali očeta in ga silili naj pove, kje so sinovi. Iskali so jih po prostorih. Janeza in Franceta so zvezali, na Vinka so pozabili. Ko so odprli vhodna vrata in jih začeli porivati na dvorišče, se jim je Janez iztrgal in skušal pobegniti mimo kovačije. Zadel ga je strel v trebuh, obležal je na sosedovem dvorišču. Eden od zasledovalcev je skočil k njemu in mu z bajonetom prebodal vrat. Tako se je začelo. Tako se je začela revolucija, tako so komunisti sredi narodne nesreče v vojni in okupaciji napadli svoj narod. Začelo se je tisto nepojmljivo, med Slovenci še nevideno. Le počasi so ljudje zapopadli to neznansko stvar. Z vsakim umorom je postalo bolj jasno. Okrog 1000 je bilo ubitih v pol leta 1942. Imeli so nemogočo izbiro. Ali stopijo na stran tistih, ki so ubijali in ropali, ali pa se zoperstavijo in se branijo. Kdo so bili ti ljudje, ki so se branili v letu 1942 in pozneje? Bili so ljudje s svojimi poklici in delom, kakor mi, ljudje z željami in načrti, kakor mi, ljudje s pomanjkljivostmi in napakami, kakor mi, zelo različni. Nekaj pa so imeli skupnega. Njihov duhovni svet so oblikovala stoletja krščanske slovenske kulture. Njihovo delo in molitev, procesije za blagoslov polja, češčenje nebeških priprošnikov in Matere Božje, kapelce in sveta znamenja, domači običaji v cerkvenem letu od Božiča prek Velike noči do časa po Benkoštih in predvsem petje. Vse to je bilo neposredno nadaljevanje slovenske krščanske dediščine stoletij. In ta dediščina jim je pomagala vedeti, kaj je res, kaj je prav, kaj je dostojno in pravično. In ko so se v letu 1942 in pozneje odločali, kaj jim je storiti, je v njih delovala ta dediščina. Ko rečemo, da so se vaški stražarji in pozneje domobranci uprli revoluciji, moramo povedati natančneje. Njihovo delovanje v zgodovini je bil seveda odpor proti revoluciji. Toda v svojem bivanskem jedru so predvsem hoteli preživeti, toda tako, da bi ostali to, kar so bili. Če bi se za preživetje skušali priključiti revoluciji, bi se moralo njihovo notranje jedro spremeniti. Spremenilo bi se nekaj v njihovi biti. Ljudje, ki se jih tukaj spominjamo, pa so hoteli ravno ostati to, v kar so jih izoblikovali, domača hiša in cerkev, molitev in delo, prosvetna društva, petje in veselje. Hoteli so ostati to, kar so v globini bili in kar so vedeli, da hočejo biti. To je bilo, po našem mnenju, temeljno dejanje istovetnosti. In v tem dejanju je tudi globoka pritrditev življenju. Najprej svojemu življenju, kar je čisto prva pritrditev, na to življenju bližnjih, ki jih je bilo treba zavarovati. Takšna pritrditev življenju ima vedno prav.
Zgodovina je dramatično pokazala, da so naši pobiti imeli prav. Totalitarna država, ki jo je postavila revolucija, je propadla. Ustala je samostojna slovenska država, ki je zrasla iz molitev in žrtve pobitih. Zrasla je iz globinske slovenske istovetnosti vseh demokratov, kakršno so hoteli v usodnih časih ohraniti tudi vaški stražarji in domobranci. Ustala je tudi iz državniške misli, ki so jo po Lambertu Ehrlichu nadaljevali preživeli slovenski demokrati v emigraciji, zlasti v Argentini, že v taboriščih, po vojni takoj od leta 1945 dalje, in jo občudujemo v njihovih revijah, ki nosijo ponosne naslove: Slovenska država, Slovenska pot, Smer v slovensko državo, Si slovenske svobode in mnoge druge publikacije, ki so izhajale desetletja pred osamosvojitvijo. Slovenska država je zrasla iz 1000 let dolgega slovenskega verskega in kulturnega izročila, od brižinskih spomenikov do današnjih dni. Vaški stražarji, domobranci in drugi demokrati so to 1000 let dolgo pot, vedoč ali nevedoč, utrjevali naprej. Komunistična revolucija pa jo je uničevala, a uničiti je ni mogla. Pritrditev življenju ima vedno prav, zato, ker nadaljuje Božji stvariteljski dej: bodi človek, četudi ga uresničuje v še tako težkih okoliščinah. Pripadniki Slovenske narodne vojske in drugi nasprotniki revolucije, ki se jih tu spominjamo, so zato prestali nepojmljivo gorje. Zločin je bil tako gorostasen, da še danes uhaja človeškemu spoznanju. Spomin na pobite je bil izbrisan, postali so neosebe. V domovini se je začel spomin na pokojne žrtve javno obujati zlasti potem, ko so preživeli udeleženci demokratičnega odpora v maju 1991, pred 30 leti, ustanovili novo Slovensko zavezo. Ti naši ustanovitelji so zdaj večji del pokojni, kar so pomembnega naredili, pa bo ostalo za vselej. Obudili so spomin na te, ki so izginili na stotinah morišč po Sloveniji in niso mirovali, dokler niso našli svojcev pobitih. Svojci so raziskali okoliščine, zbrali podatke o pokojnih in jih zapisali na farne spominske plošče. Postavili so 256 farnih spominskih plošč, skromnih, a hkrati monumentalnih, široko po Sloveniji, in na njih imena in letnice za več kot 15.000 oseb. S tem so napravili nekaj izjemnega. Naredili so to, kar bi morala storiti slovenska država, vendar tega ni storila. Raziskati usode pomorjenih in jih vrniti v občestvo Slovencev. Tu je nova Slovenska zaveza resnično delovala v modusu države. Delovala je tako, kakor delujejo države, da po vojni preštejejo pokojne in jih pokopljajo. Ta dejanja so bila državotvorna, ker so bila v jedru naravnana k restituciji slovenske skupnosti in k restituciji pravice. Ali ni to vzdrževanje skupnosti in pravice bistvo države? Prav zato je šlo ljudem, ki so se zoperstavili revoluciji, kakor tudi preživelim, ki so pozneje postavili novo Slovensko zavezo. In kaj je v 30 letih samostojnosti
napravila za pomorjene žrtve revolucije država Slovenija? Odgovori niso veseli, saj so večino časa državo vodili politični nasledniki tistih, ki so tukaj pobijali. Kaj država misli o neki stvari? To država pove samo na en način, svojimi zakoni. Mrliških listov država za vse te žrtve nikoli ni izdala. Mrliški listi kot izkaz, da je oseba nekoč obstajala in da je zdaj pokojna, so bili izdani le za tiste posamezne žrtve, za katere so to zahtevali svojci. Večkrat celo v sklopu kakšnega drugega pravnega dejanja, na primer dedovanja. Za pobite osebe, žrtve revolucije, država Slovenija v 30 letih nikoli ni uradno priznala tega, da so nekoč obstajale in da so mrtve. Nikoli ni obsodila pobojev in drugih zločinov komunistične revolucije kot zavrženih dejanj. Nikoli ni ugotovila, da so bile žrtve ubite protipravno in da zato veljajo za nedolžne. Država Slovenija nikoli ni razveljavila krivičnih političnih sodb z enim samim pravnim dejanjem, ampak je bilo vedno naloženo ubogim sivolasim ženicam, vdovam, sorodnikom pobitih, da so sami vlagali pritožbe, se sami mučili s pravno razveljavitvijo krivičnih sodb, ko bi vendar to morala storiti država. Krivično, zelo krivično. Tudi to je spričevalo Slovenije po 30 letih, ker so jo kar 23 let vodili politični dediči tistih, ki so tu ubijali in ki so svoj politični prostor osvojili samo tako, da so bili njihovi politični nasprotniki goli, sestradani in izmučeni, vrženi v brezno. To je bistvo revolucije. Zato so naši pokojni, ki se jih danes spominjamo, pravno izobčeni iz države Slovenije. Zakon o žrtvah vojnega nasilja sploh izrecno pove v 6. členu, da naši pokojni niso žrtve vojnega nasilja. Razglašeni so za sodelavce okupatorja. Tako imenovani vojni zakoni so jim celo odvzeli status vojaških oseb in jih postavili v pravno praznino. Postavili so jih zunaj zakona. Vojni zakoni so tako pravna kodifikacija, v katero je levica v demokratični državi Sloveniji utrdila doseženo stanje državljanske vojne. Ne mara zato, da jo v drugi obliki nadaljuje. Stališče Nove slovenske zaveze, ki združuje svojce in prijatelje pobitih, je še vedno, da v državi Sloveniji manjka krovni zakon tega področja, ki bo ugotovil, da je v Sloveniji bila komunistična revolucija in da so njena dejanja zavržena. Šele od tam dalje imajo drugi zakoni lahko smiselne učinke. Zakon, ki na tem področju res deluje, je zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Omogočajo obsežne raziskave in ekshumacije posmrtnih ostankov. Vladna komisija za prikrita grobišča je na tem področju naredila zelo veliko. Toda tudi ta zakon je levica znala speljati v slepo ulico. Izkopani so bili že ostanki tisočerih žrtev, toda večine dejansko ni moč dostojno pokopati, ker se vsak župan lahko upre, kakor ljubljanski, da na njegovem pokopališču ne bo grobov domobrancev. Zakaj se lahko upre v pravnem smislu? Ker manjka tovrstni krovni zakon, ki bi uredil temeljne kategorije celotnega problema.
Ostanki tisočerih žrtev tako leta in leta čakajo v plastičnih vrečah in zabojih, v raznih depojih in kostnicah in jih ni mogoče pokopati. Zato se med našimi člani, to je med svojci pobitih, ki imajo naravno pravico, da kaj povedo o posmrtnih ostankih, se med njimi upravičeno sliši glasove, da je treba ekshumacije ustaviti, dokler se ne uredi poglavitni pravni okvir. Kakor po vsaki vojni, bi tudi po državljanski vojni v Sloveniji morali skleniti mirovno pogodbo. Komunistična revolucija ima po svojih neznanskih razsežnostih centralno mesto v novejši slovenski zgodovini. Središče revolucije pa je Rog, tako simbolno, kakor glede obsega zločina. Brez Roga Slovenije ni mogoče razumeti. Zato menimo, da bi obsodba revolucije imela dejansko, de facto vlogo mirovne pogodbe. Kajti, če ne poprej, bi nam zadnje leto dni v času epidemije moralo odpreti oči, da se v nekem smislu državljanski spopad nadaljuje v drugačnih oblikah. Skrajna levica že leto dni z dejanji dokazuje, da je ne samo red, zakonitost in skupno dobro, ampak tudi človeška življenja sama niso vredna nič. Z življenji drugih razpolaga kot z materialom za dosego oblasti. Kakor je bila komunistična stranka od leta 1941 in pozneje dalje nič drugega kot teroristična organizacija, tako tudi njihove skrajno leve naslednice uporabljajo danes lažni videz, da so politične stranke, v bistvu pa razmišljajo in delujejo v modusu političnih milic. Če ob 30. obletnici samostojne Slovenije iz Kočevskega Roga kakšno stvar vidimo jasno in razločno, je to spoznanje, da z nepripoznanim in neobžalovanim zločinom komunistične revolucije država Slovenija ne more živeti. Dlje, ko poskuša problem odlagati, globlje drsimo. Drugo, s tem tesno povezano spoznanje pa je, tega, kar je potrebno storiti, v Sloveniji po našem mnenju ne more storiti sfera civilne družbe, se pravi znanost ali kultura. Ne. Kar je potrebno storiti, mora storiti demokratična politika. Samo demokratična politika, vključno z demokratično levico, kolikor je imamo, lahko to stori. Sredi vseh težav se mora naš pogled vračati v Kočevski Rog. Uživeti se moramo v njih, ki so tu v strahoti stali ob robu brezna in padli. Ob primerjavi z njimi, ki se jim je življenje tu kruto izteklo, začutimo, koliko možnosti v resnici imamo mi za uresničevanje dobrega in pravičnega. V primeri z njimi imamo kljub vsem težavam ogromne možnosti. Imamo čas, imamo še en dan in še en dan in še en dan, ko lahko toliko storimo. Toliko resničnih možnosti, ki kličejo v izpolnitev, v uresničitev tega, kar je res in prav. Ta navdih, ki se dotika skrivnosti, je bogata in neizčrpna dediščina temne strani in groze Kočevskega Roga. Mi torej, ki moramo s svojimi življenji še toliko uresničiti, izpolniti svoj čas s svojim bitjem, se vračajmo k njim, ki
ki so morali ob breznu izpustiti vse. Zadnja stvar, ki so jo izpustili iz svoje roke, so bili rožni venci. Iztrgali so jim jih iz rok, sami jih ne bi izpustili. Zdrava Marija, angelov pozdrav, je v ljudskih prepesnitvah živela med Slovenci do danes vsaj 800 let. Predniki teh fantov in oni sami niso izpustili iz svojih rok in src te molitve, ki povezuje vso slovensko zgodovino in je spremljala tudi grozoto roga. Dokler bo ta njihova molitev živa med nami, najpomembnejšega še nismo izgubili.